Prihodnji petek bo v znamenju velike noči in vsega, kar spada na praznično mizo in v košaro. Je pa to tudi čas, ki se ga še posebej veselijo otroci. Tudi zanje bodo poskrbeli na Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru, kjer pripravljajo velikonočne dogodivščine. Nekaj skrivnosti bo to jutro z nami delila Metka Šepic. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Lahko bi rekli, da je pomlad že tukaj, vsaj po koledarju. Seveda. Po vremenu pa ne vem, kaj se bo v ponedeljek zgodilo ali pa nedeljo. Zato se mi poraja resno vprašanje, kakšen je botanični vrt zdaj, glede na zimo in glede na to, kakšen čas se še obeta? V botaničnem vrtu cvetijo vse tiste rastline, ki ponavadi cvetijo v tem letnem času. In kar nekaj jih je. Presenečeni bi bili, da cveti kar nekaj grmovnic, predvsem pa lahko zdaj v tem času vidimo vse tiste znanilce pomladi, ki jih otroci poznajo že iz vrtca. Zvončki, krokusi, vetrnice, trobentice in rumene, modre čebulice in tako naprej. Kako to vam uspeva, če pa pri meni doma na vrtu je samo še zeleno ali pa takšno rjavo, brez cvetov, brez rastlinja v bistvu? Ja, to je odvisno tudi od mikrolokacije. Na kakšnem delu sonček malo dalj časa posveti, na kakšnem malo manj in na tistih malo bolj sončnih mestih so rožice že zraven, na tistih bolj senčnih bojo pa čez nekaj časa. Bi lahko rekli, da če bi bilo lepše vreme, zdaj marca, pa bolj toplo, da bi bil botanični vrt še lepši, še bolj bogat? Mogoče za odtenek, ampak rastline so tako koledarsko določene, kdaj zacvetijo, je tudi odvisno od temperature, ampak večinoma kar cvetijo takrat, ko je njihov čas. Ene cvetijo tudi po snegu. Katera recimo? Da nasadim to doma. Telohi so ene izmed tistih rastlin, ki že zacvetijo včasih decembra, rečejo jim tudi božična roža. Potem imamo nepozebnike, ki cvetijo v vsakem vremenu, vedno decembra. Po snegu, po dežju, kadar je minus. In imamo kar nekaj takih grmovnic, ki izkoristijo nišo pravzaprav, ker takrat ni konkurence in zacvetijo tudi po zimi. Za botanični vrt skrbite v bistvu v sklopu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Ja. Torej, pravilno predvidevam, da so na njem tudi študentje? Tudi študenti v glavnem vrt uporabljajo v študijske namene. Pridejo se učiti rastlinsko sistematiko, spoznavajo okrasne rastline, pridejo pa tudi na terenske vaje ali pa na praktični pouk. Je kaj razvoja rastlin? Seveda, rastline se ves čas razvijajo. Rastline ves čas tudi selekcioniramo, delamo nove sorte. To je tako pri sadnih rastlinah, pri okrasnih rastlinah in tudi pri kulturnih rastlinah. Ves čas se nekaj dogaja. Ker človek bi pričakoval potem, da bo v botaničnem vrtu videl kakšno, ne vem, čisto novo X rastlino, križano ne vem s čem, s 15 cvetovi tukaj in 14 tam. V botaničnem vrtu lahko vidite zelo velik spekter rastlin. To je od teh, recimo, mi se zdaj osredotočamo v tem obdobju na rastline, ki so zaščitene ali pa ogrožene v naravi in potem zbiramo te rastline in jih gojimo na nadomestnih rastiščih. Zbiramo pri nas pa tudi vse kulturne in okrasne rastline, ker smo fakulteta za kmetijstvo, imamo gensko banko recimo sort jablane, hrušk, češenj, malin, tudi bezek zdaj zbiramo, imamo kolekcijo, potem pa tudi različne okrasne rastline. Lahko pridejo k vam tudi ljudje, pridejo si kaj izposoditi, vzeti na kakšno delavnico? K nam pridejo ljudje na delavnice, na praktične prikaze, tam se naučijo kaj o rastlinah, o negi, o vzdrževanju, o razmnoževanju in ta izobraževanja potekajo skozi celo leto. Eno strokovno vprašanje. Je že čas za prekopavanje vrta? Seveda. Takoj, ko se odmrznejo tla, je že čas za prve dele na vrtu. Se pa še lahko malo počaka kakšen mesec. Ja, ste pa že zamudili delavnice obrezovanja, recimo sadnega drevja. Nič za to. Pa drugo leto. Praznična otvoritev bo, kot že rečeno, naslednjo soboto. Popolnoma v tem prazničnem duhu obeta se namreč velikonočne dogodivščine, par besed o tem. Ja, letos prvič večdnevna prireditev, ki se bo odvijala v soboto, v nedeljo in v ponedeljek. In namenjena je družinam, se pravi družinam z otroci. V dopoldanskem in popoldanskem času bodo otroci lahko ustvarjali na delavnicah, na plesnih delavnicah in pa potem bo seveda tudi lov na velikonočna jajčka, kjer bojo otroci
v določenih starostnih skupinah nabirali jajčka po vrtu. Dobili kakšno nagrado za to? Seveda, vsebino teh jajčk, ki jih bojo nabrali, bojo odnesli s sabo domov. Veliko rumenjakov. Hvala lepa za pogovor v bistvu studiu. Čokolade? Ja. Pridem. Lepo se imete. Veliko uspeha, pa naj rastejo te rožice, grmi in drevesa. Ja, in vabljeni v vrt. Hvala.